Dober večer, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Ja, po dolgem času se spet vidimo tako v živo in sem zelo vesel. Danes je, menda pravijo, mali pust ali pa debeli četrtek pravijo tudi današnjemu dnevu, zato se jaz super počutim, da mi posvetijo tudi meni en dan v letu, poleg rojstnega dneva. In tudi nekaj krofov sem že pojedel, tako da je bilo kar lušno in še nekaj jih bomo pojedli. Tale vikend, ki prihaja, bo norčal pustni vikend in ja, jaz upam, da ste v redu. Začeli bomo pa danes ta četrtek z Najvižo in z odličnimi glasbenimi gosti, ki jih danes gostimo. To so odlični muzikanti, dobri prijatelji in veselim se pogovora z njimi in pa seveda, da bomo slišali njihove uspešnice. Dame in gospodje, z nami so ansambl Poljanšek in začnemo z Lepo grešno. Vidi v očih so milino, tiho trkam ti na srci. Zdaj, ko jesen čaka zimo, tvoje moje zopet je vse. Slišim šepet prve zvizde, mesec jo je nižno bil. Ko se k meni tesno priviješ, vse si, kar sem daj si želel. Lepa, ko me vjutru prebujaš, slepa, ko ljubezen gori, nežna, ko se dan spet poslavlja, grešna, ko se noč k nas pusti. Šepet prve zvizde, mesec jo je nižno bil. Ko se k meni tesno priviješ, vse si, kar sem kdaj si želel. Lepa, ko me vjutru prebujaš, slepa, ko ljubezen gori, spet poslavlja, grešna, ko se noč k nas pusti. Nežna, ko se dan spet poslavlja, ko se noč k nas pusti. Večna, zame prava si ti. Ja, lepa grešna, evo, ena taka poskočna polka za začetek, za dober uvod in jaz grem do Sandija. Dober večer. Lahko, tega bom jaz držal. Danes bodi ti gospod, se fajn počuti. Povej mi, kako ste fantje drugače? En lep dober večer sem skupaj tebi in vsem gledalcem vašem. Je drugače fajn, vedno, ko prijemo na VTV, smo veseli, dobro razpoloženi, tako da fajn. Sem vesel, radi pridete tudi na Štajersko. Ja, z veseljem, itak. Se imamo mi Štajerce radi? Ja, absolutno. Mogoče mislite, da ne, a jaz se ti si Korošec. Ne, jaz se imamo še radi.
Zakaj imate Korošce še raj? A se vam smilimo? Mislim, Ja, po eni strani se nam tudi smilite. Da Pa zakaj? Vidiš, da nam dobro gre. Ja, vidim. A ja, zaradi ceste se Ja, vam, zaradi ceste se nam najbolj zdaj nekaj smilite, delajo tako, na tem. Tako ja. da, pol bomo Smo pa- opazili v Velenju, da se že razvija. Ja. Pol bomo pa glavni, boš videl. Pa tudi mi večkrat na Koroško pridemo. Pa jaz pridem Lažje večkrat k vam dostop. na kavo, pa Ja, bo super. odlično, te držimo za besedo. Ja, povej mi, kaj je novega, recimo, kaj se zdaj trenutno pri vas dogaja, ali je zimsko spanje še vedno, oziroma, a vi sploh imate kaj počitka po zim, ali ste skozi aktivni, delate, ustvarjate? Moram reči, mislim, da igramo kar celo leto, no, tako kot nam rečejo, zdaj se bo pa začela sezona, počas pa to, ampak hvala Bogu, no ja, je to hvala Bogu, a ne, se nam kar celo leto dogaja. Super. Drugač pa malo ustvarjamo tudi, nekaj smo že posneli, pa še nimamo izdanega, bomo v letošnjem letu to še pokazali ljudem. Delamo pa tudi že nove stvari, naprej pripravljamo. Ja. Padajo ideje, nekaj se pa tudi že dela. Super, super. Tako da niste sam poleti najbolj aktivni, ampak tudi čez vso leto in potem pa verjetno ni potrebnih veliko vaj, če ste skozi v pogonu. Ali vseeno so Ne. vaje potrebne, da se dobite, da osvežite program? Potrebne bi bile mogoče kdaj, da se kaj dodatno še kaj novega naredi oziroma kaj več ustvarja, ampak po vsem tem, po vseh teh špilih, ki smo vikend za vikendom skupaj, pa to nam čist resnica na ljubo pa še, da smo teden, da se ne vidimo tokno. Ja, Ja. verjamem. Razen mi trije, basist, pa kitarist, pa jaz pa imamo redno v ponedeljkih rekreacijo skupaj, basket, tako da Res, košarko ja, špilate? takrat damo še sebe, zadnje atome. Kdo ne igra? moči. Samo Miha ne, ali kako? Ne, Marko, harmonkar. Aha, Marko. On je pa za sodnika pride. Marko je pa sodnik. Samo ampak ni Marko najbolj tako postavil, Ja, nekega za centra. Ja. Tako. Pa te ne prepričajo, Marko, da bi... Centru je že zadost. Ali centru je zadost? Nakupovalnik. Povej mi, Sandi, kako pa vi dojemate zdaj, če se malo navežem na aktualno temo pusta in to, se našemite vsako leto, a grete na karnevale, kako, recimo, zdaj, ko ste že odrasli, bi rekel, dojemate ta pust? Mislim, drugače imamo to norčavost, da pustimo zelo radi, sploh pa naš basist je pa sploh aktiven na tem področju, no on pa vsak let sodeluje na karnevalu v skupinski maski, tako da on bi znal kaj več od tega povedati. No. Aha, super. Ostali pa itak otroci, maškare, zraven se tudi malo oblečemo. Na pustno soboto, če imamo kakšno pustovanje, igramo, se itak namaskiramo z veseljem tudi mi, da smo takrat malo drugačni. Aha, ali pa okej. edini takrat normalni, ne vem. Ja, pravi, da muzikanti smo skozi malo v maske, ne? Čez Ja, celo tako, leto. ja. Ja. Pravijo. Potem, če sem te prav razumel, tiste lepe in grešne že imate vsi. Tako, ja. Ja, Vsi že srečno vezani. no, super. tako Poudarek da. na srečno. Ja, ne? tako, ja. Je, ker tega je zelo malo. Veš, Ja, ja. zadnje čase je več ločitev, pravijo. kot pa porok Ja, zelo in, veliko, ampak pri nam je hvala Neka Bogu, tradicija in zaenkrat ste še- zadovoljni. Ja, tako, ja. One pa so z vami. Zgleda, da se še držimo nekega starega običaja, da treba malo potrpeti, pa Tako, tudi, se fura to naprej. Ja, tako, tudi včasih pride. Ja, moški malo večkrat potrpeti, ampak ja. Ja, okay. Gre. V redu si to povedal. Ja. Povej mi, a zna kjer od članov ansambla Poljanček pripraviti oziroma speči krofe? A je že do pekel jih kdaj? Jaz in ne. kdo- Od ostalih jih pa tudi še nisem probal. Jete jih samo radi. Pa nič To pa niste ja. zdaj beli okoli pod nosom, kaj Ne. tistega cukra. Torej se ne jih niste še. zdaj prevošli še. Danes smo se jih že prvošali, ampak dopoldne, no, tako da Ja. za na televiziji se je bilo pa treba malo urediti, pa tako, ja. Super. Tako. Fantje, super izgledate v nošah z inštrumenti. In, Hvala. še bomo kjer rekli, zdaj gremo pa na naslednjo skladbo, teda se vidimo zelo kmalu. Naslednja skladba, Kaj mi mar in ansambl Poljanček. Uživajte. Snik prekrivlje naša polja, zametene so stezi. V hladni zemlji spijo rože, nedostopne so gori. Litje okovan potoček, sivo žalostno nebo. Viter ziblje gole veje, ptice onemile so, saj mojem srcu sveti sonce.
še lepše kot poletnih dni. In tvoja pesem mi pričara pomladi nižne vlakna smer. A v tvojih je očih ljubezen, le zame se njen cvet blesti. Ko spit pomlad, poljubi polja, prinesla ga v moj dom boš ti. Kaj mi marče sneg pokriva naša polja in gori, kaj mi marče spijo rože, če pod snegom so stezi. Ni mi marče šum potočka, je utišal let hladan, če utihnile so ptice in vesel je zimski dan. Saj mojem srcu sveti sonce, še lepše kot poletnih dni. In tvoja pesem mi pričara pomladi nižne vlakna smer. A v tvojih je očih ljubezen, le zame se njen cvet blesti. Ko spit pomlad, poljubi polja, prinesla ga v moj dom boš ti. Ko spit pomlad, poljubi polja, prinesla ga v moj dom boš ti. Tako, slišali smo izjemen valček, ki ga je ustvaril izjemen človek, izjemen muzikant, izjemen avtor melodij Rudi Poljanšek, in danes imam to srečo, da se lahko pogovarjam z njegovim sinom Sandijem. In Sandi, prav je, da še nekaj rečeva na to temo. Čas hitro beži, že leto pa pol je, odkar je oče odšel tja gor, in verjetno imaš lepe spomine, da ga nosiš v srcu. Pa me zanima, če se še bolj vrnemo v otroštvo, recimo, kako si ti odraščal s to Poljanškovo glasbo? Takrat verjetno, ko si ti odraščal, so bili oni v največjem pogonu, in me zanima, kako je bilo v tistih časih. Ja, tako v bistvu, ne povem, da Poljanški so že 20 let v bistvu samo nastopali, sploh niso svoje glasbe naš delali. Ob 20. obletnici so v bistvu šele prvo kaseto izdali, no. Tako da se je že prej dosti dogajali. Ja, pri nam v hiši so bile redno tedensko vaje, včasih 2-krat na teden. Mislim, doživljal tako, jaz sem itak že vse pesmi, ki jih je ati delal, so jih z mami prva slišala, so bila prva komisija tista. In je vprašal, kdaj za mnenje, za občutke? Ja, mislim, zagrev, kako se nama zdi, zapel, ampak tisti osnutki so vedno tako, ne, se je lepo, ampak polka pa prija neka celota, pa res sliko ta pravo dobiš. Ja, tako da, ko sem bil še manjši, sem to, ne vem, ob 7. zvečer so imeli vaje, sem šel jaz na vaje, se v en kot usedel in sam z velikimi očmi opazoval stvari. Torej si bil bolj kot neprisoten, če si le bil doma na vajah in občudoval. Ampak verjetno si pa vseeno takrat, ko je recimo oče ti zaigral neko novo melodijo, ali pa takrat, ko so vadili, takrat si bil star koliko?
torej, ne vem. Mislim, da so tako 10 let nekje, ko so začeli te svoje pesmi. Si pa vseeno verjetno dojemal te pesmi malo drugače, kot pa danes. Drugače, ne povem, ja, drugače tudi, ne povem, doskrat, koliko Ati je veliko harmoniko preigral po dnevi, po noči, pa to pa doskrat lahko rečem, da mi šlo, sem imel poln kufr že tega, ne, nisem nikoli to rekel, ne. Danes, če pa gledam, pa manjka to, ne. Ker še zdaj zadnje leta isto preigraval, pa če je bilo sred popolnota, je bilo to zvečer si slišal, zdaj v bistvu šele veš, da ti manjka, no. Tako, da ti manjka. Znaš ceniti, no. Kar se pa tiče pesmi, pa ja, takrat nisem jih tako dojemal, kakor jih dojemam. Zdaj pa po njegovi smrti v bistvu sem šele nekako začel dojemati, kakšen avtor je res bil, no, pa koliko je bil cenen med drugimi glasbeniki oziroma uredniki in te stvari, pač da je svojo glasbo nek pečat pustil na slovenski sceni. No. Zagotovo, izbrisen pečat je pustil in njegove skladbe so bodo igrale. Drugače pa tebe to dotika, ko s tem rasel skozi zgora, ne dojemaš te stvari tako, kot pa jih dojemam zdaj. No. Že tudi zaradi samih besedil najbrž, ker ti besedila so bila zelo sporočilna, zelo namenska in takrat verjetno kot otrok še ne dojemaš tako. Ja. A te kdaj oče, torej Rudi, kak tak na svet, ne vem, da ga ne boš nikoli pozabil, da je v enem stavku ti rekel in se ti je to tisnilo, en tak na svet, recimo, da ti pride prav ali na področju glasbe ali mogoče na področju življenja nasploh. Mislim, na področju glasbe, on, kar je bil njegov na svet, da samo deli iz srcem, pač tisti, ki ti paše, ljudje so pa tisti, bojo sprejeli ali pa ne bojo sprejeli. Ti moš pa delati pač tisti, ki ti paše. Ne neki nasilo zaradi drugih, da nekaj delaš, oziroma da promoviraš stvari, da bi jih kam spravil. Pač pesmi se same zgodijo. Je pa res, da so takrat bili, kot smo se že tudi prej menili, drugačni časi. Takrat so bili časi kaset, potem so kasneje prišle še CD plošče, ampak tiste kasete, kot si rekel, je bila že cela zgulena in preigrana, cel repertoar se vedno pamet. V bistvu včasih so pesmi prišle do ljudi. Ja, tako. Kaseta je bila v avtu, je bila doma, to se je predvajalo naprej, nazaj, gor je bilo 12 pesmi in to smo otroci in starejši pač vsi te pesmi na pamet znala, pa ne bo Slag, pa ne bo Mihaliča, kdorkoli. Zdaj pa v bistvu na dnevni bazi toliko novih komadov, da težko se odločiš, tam mi je dober, un mi je dober. Ne vem, ne prije sploh ušesa noter. Nobene pesmi ne pustimo dovolj časa, da bi jo slišali. Tako, preveč se nori vse skupaj. No. Povej mi tako na špilih, ko igrate, na veselicah, porokah in na vseh zabavah ostalih, koliko procentov repertoarja je torej Poljanškega? Vam verjetno ljudje zaradi samega imena in statusa verjetno si kar zaželijo te stare hite, bomo rekli. Ja, doskrat je taka družba, ko si želijo veliko Poljanško. No. Mi imamo, na pamet govorim, nekje 50-60% poljanškove glasbe v našem repertoarju. Zdaj na kakšnih špilih jo igramo več, na kakšnih malo manj. Itak, če so kakšne poroke, se mladi poročijo, ne poznajo mogoče toliko te glasbe, si treba priigrati s kakšno drugo glasbo. Drugače pa strmimo k temu, no, da jo probamo čim več igrati. Tudi paše nam, no, da jo igramo, ljudje jo imajo pa tudi radi. Tako, res je. Letos ste tudi se odločili, da boste v studiu pridni in da boste posneli nekaj, mogoče še takih skladb, ko še niso tako, mogoče našli še tistega prostora v tistem času ustvarjanja bratov Poljanšek. In danes bomo tudi slišali eno izmed njih. Tako, dve pesmi bomo slišali, smo jih že posneli, pa še pripravljamo kakšno pesem, da jih probamo obuditi oziroma jih dati mlajšemu občinstvu probati približati. No. Zdaj še pa eno nehvaležno vprašanje. Če bi glede na to, da nisi pač avtor teh Poljanškovih melodij, me pa vseeno zanima, če bi mogel izbrati eno izmed vseh, kjer je recimo tebi najljubša, najbolj pri srcu, ali pa tista, ki res ne manjka na nobenem od vaših špilov, recimo, da je tebi osebno zelo, zelo pri srcu. Težko spet eno izpostavljam, ampak jaz mislim, da Slavček, da je taka, ki zazveni. Ja, tako
To bi si Nam tudi jaz sedi izbral, tako, ja. veš. Ja. Tako, Hvala. žena, ob tebi sem srečen tudi zaradi tega, ker moram, a ne? Tako, ja. Oziroma skupaj zavedno je naslov. Tako skupaj zavedno je narobe drugače, sem, ja. ampak ljudje najbolj Ampak, poznajo pod tako. ženo. Ljudje ob tebi so si sem sami srečen. naredili Tako, ja. eno naslov. Super. Tako, ja. Krasno. Evo, fantje, potem po tej skladbi pridem tudi do vas, tako da še bom, da se lahko ti malo spočiješ. Ja, odlično, Zdaj gremo pa naprej na naslednjo vižo. Domov bom šel. Tako, mi še ne gremo nikamor, še bomo skupaj dobre pol ure in zato ostanite v naši družbi. Domov bom šel, je pa naslov naslednje melodije in ansambel Poljanček. Poletni dan, odšel je mrak večerni in lastovkam pod krov se že mudi. Oblaki v dan bežijo le nemirni, nekje oddaleč po nebu zvoni. Odšla je misel moja tja v daljave in prebudila me mi glas srca. Ko prve zvezde svetle zasijale, so hladnost temnega neba. Domov bom šel, ko mrak bo božal ceste. Nekaj še vedno je moj stari dom. Moj stari dom. Tam veter je in moja stara lipa. Tam se oglaša moj domači zvon. Poletni dan, odšel je mrak večerni in lastovkam pod krov se že mudi. Le jaz v sebi nosim hrepenenje, domov srce, domov si le želi. Domov bom šel, ko mrak bo božal ceste. Nekaj še vedno je moj stari dom. Moj stari dom. Tam veter je in moja stara lipa. Tam se oglaša moj domači zvon. Tam se oglaša moj domači zvon. Tako, domov bom šel. Same krasne melodije v današnjem večeru in jaz upam, da uživate tako kot jaz. In sedaj grem, kot sem že prej obljubil, da se Sandi malo spočije do Mihata. En lep dobro večer. Lahko greš Miha Mičken naprej. Tako, kako se pa ti počutiš? Super, evo. Zdaj smo že v inventaru. Moje koliko? 5, 6 že. Zelo lepo, pa vedno smo zelo veseli, ko se odzovete. Ja, mi tudi, glej. Pa nikoli ni problem in cenimo to, no. V glavnem, povej mi, kako pa ti zdaj, bom rekel, preživljaš te zimske dneve. Zdaj niso več tako zimski, ko so bili pa mrzli. Si bil kaj aktiven, se ukvarjaš kaj poleg košarke z drugimi športi, zimskimi mogoče? To jih ne, imamo zdaj bolj bolniške, pa to, otroci volant pa tako. Aha, okej. Bolj tako. Tudi to mi je poznano. Olimpijske igre, ki so aktualne, spremljaš kaj? Ja, Čile, sajt.
če je cajt, ne, pa če ampak ja, no. otroci dopuščajo. Tako. Okay. Drugač pa, povem mi, verjetno se fantje radi vračate domov po nastopih, ker smo slišali tako skladbo. Fajn je iti, pa fajn domov verjetno priti. Tako, ja, kar. Fajn je v domu iti, ja, pa fajn domov, ja. Sploh če je več kot 10 ur. A se ponovadi skup vozite na 2 po nastope? 2, ja. 2 po 2. Mi dva iz Borisa sva iz Moravskega Gonca, Ida sta pa iz Kamniškega, tako da jih 2-2. 2-2. Pa se malo menjamo. Aha. Tako da bomo še zapevke pred zmer. Je zapevke plac. Ja, ne, to ne bomo okoli govorili. Čeprav je pa lepo, da ste prijazni, da če vidite kjer tako, da štopa. Tako, ja. Pa tudi, če je bolj mlada, da še ima mlade noge, lušen pobrata, ne? Ja. Tiste starejše rabijo veliko. To nas nema povedati. Ne, pustimo, da bomo v zadrego, da ne bom vas v zadrego spravil. Povej mi, kako pa pri vas recimo nastajajo nove melodije, tiste avtorske, komu zaupate pisanje novih melodij, besedil in kako sploh nastaja pri vas nova skladba? Ja, ne vem, zaenkrat se je zdaj Mare bolj arangažiral, pa njemu damo več ali manj. V tisti čas, ko ste vi na rekreaciji, on piše... Ja, no, hajt. No, tako. Tako. Vsak ponedeljek nastane nova viža. To bilo fajn, ja. Grem kar doma, da preverim. Marko, dobro večer tudi tebi. Ti lahko pričaš, mičken bolj naprej. Tudi ti imaš kar pogosto harmoniko na sebi, a ne? Ne samo na nastopih. Zelo veliko, ja. Zelo veliko. Tudi v službi, ne? Še vedno poučuje. Glasbeni šoli, ja. Tako da vsak dan treba malo meh raztegniti. Tako, da ni usamljena harmonika. Ja, da ni dolg čas. Kako je recimo, a si to vedno želel predajati, to znanje mlajšim? A je to bila vedno želja, oziroma kako je sploh to upravljati, ta poklic? Je težko? Še sam nisem vedel, mislim, če sem si to želel, ampak sem lih zadnjič, enkrat sem pa najdel en, kaj je bilo to, en zbornik, nekaj še iz osnovne šole in smo tam noter mogli napisati, kaj bom, ko bom velik, pa to. In sem že tam napisal, da bi rad postal učitelj harmonike. Da je bilo nekaj podzavesti. Da mi že nekaj cajta to hodil po glav. Ja, v redu mi je, mislim, uživam v svojem delu. Miha je rekel torej, da tebi prepuščajo in zaupajo nastajanje novih melodij. Kako izgleda torej to pri tebi? Ustvarjanje samo ideja, mogoče kako pride do ideje? Se načrtno lotiš ali pride... Ne, mislim, načrtno si težko lotiti nekaj tazga, da boš... Pač, ko pride ideja, pride, zato tudi, ne vem, nisem še uspel narediti, ne vem, tako kot eni, mogoče ne sem naredil po 200-300 skladb, jaz jih imam, kaj pa vem, mogoče 20-30, ne. Tako da, takrat, ko je inspiracija, se usedeš... To govorimo zdaj samo o melodijah ali tudi besedila? Tudi besedila, ja. Tudi besedila? Večinoma gre z roko v roki takrat, ko se dela. Super, ker je pa malo takih avtorjev, da oboje delajo skladno, oziroma v eni osebi, da je avtor melodije in besedila. Jih ni prav veliko in je verjetno še lažje, ker ne rabiš drugemu avtorju besedila dopovedati, kaj bi rad, ampak sam tako, ja. Po melodiji. V bistvu ti se eno temo zamisliš, ne? Tako, ja. V čem bi, zdaj pa seveda, včasih gremo v lažji, včasih gremo v težji, ampak na koncu neki sprav skup pol. Povej mi še, zakaj ne hodiš na rekreacijo? Nisi imel nikoli, a se bojiš poškodb? Nimam časa, ne vem, preveč imam vsega in še to, mogoče čez kakšen let, dve, zdaj le pa ne znese. Pa če bojo kak bolj nežen šport imeli, mogoče kak šah? Jaz imam drugač ful rad košarko. Imaš rad? Košarke sem jaz zelo veliko preigral še, ko sem bil tako bolj mulc. A potem se zbujaš tudi po noči in našo zvezdo v Ameriki gledaš Luka Dončića, mislim, ali to ne, tak fan pa nisi. Ne, to ne. Spremljam zelo malo košarko, mislim, igral sem pa svoje čase veliko, zdaj pa ja, zaenkrat ni časa, no. Bom pa še sigurno, no, če se bo išlo, ja. Ja, super. Zdaj grem pa še malo do basista, ne? Ker basisti vedno na konec pridejo na vrsto. Lepo zelo tudi tebi. Bravo. Povej mi, vi ste že ta zasedba, ko jo gledamo, ne, torej danes, ko ste tukaj, ste že 13 let skupaj, ne? Od začetka. Od začetka? Čisto od začetka. In to je kar pohvalno v današnjem času, ker moderno
moderne so te... Ja, se kar borimo. Sej tudi pride, tako kot v familiji, isto pridemo na skriž, pa vedno najdemo en pa vedno najdete kompromis, skupno pot. Tako. Da je pa tisti, mogoče, ko na koncu popusti največkrat, recimo, če pride do takšnega stvari, da konflikta, mogoče kratkega, to je tisti, ko umirja stvari. Ko povem, vsak se kar za šankom tako pogovorimo, da najdemo skupen jezik. Ja. Šankom je pa v vašem koncu kar velika, ne, te gostiln. Ja, če nekaj pa najdemo. Če ne, pa se peljete, kam pa najdete. Ne? Povej mi še, kaj ti še počneš poleg tega, da igraš? Ne mislim službo, ampak kaj še mogoče rad počneš, torej poleg tega, da si muzikant? Pa poleg rekreacije, da košarko igrate? Ja, pa smučamo. Smučate? Ja, če se le da. Okay. Polet na morje. To, brez tega bi umrl. Drugač pa maškare imamo to zdelano. No, fajn, da si me spomnil. Kakšna je letošnja tema, če ni to kakšna skrivnost? Kurja farma. Kurja farma. Ja. Zakaj ravno kurja farma? To, ja, mislim, izbor celotne bi ideje so padale, pa nekako je to prevladale ženske, so imele glavna beseda, pa smo se fantje kar strinjali. A pa boste vi petelini, pa bo veliko kur? Ja, jaz bom lisica, jem kure krade. Ti si pa lisica? Ti tebi znali najboljšo vlogo. Ja, itak. To je vrhunsko. A žena se je strinjala, si ti lisjak, oziroma lisica? Ja, žena bo kura, tako da. Ja, v redu. Pa boš prvo se žene loto, ne? Ja, če bom prepoznal. Ja, točno. Še to lahko imaš izgovor, da so vse iste, da nisi vedel. Tako je. Pa bo kar zanimivo. Torej, greste pol na te parade, kdaj je to soboto? Ki so že tradicionalna. Aha, Povorka, tako da. In je pol veselje, verjetno. 45 članov na HCE, tako da se to že 2 meseca orang dogaja. No. Super. To ste lepo se namaskirate, jeste krofe in pijete sok in je veselo. Predvsem sok, ja, tako. Si predstavljam. Je super, no. Zdaj, recimo, če bi jaz prišel na povorko, a bi te prepoznal, ali boš tako dobro našemljen, da ne bi vedel, da si to ti? Ja, glede na to, ja, sam ena lisica. Ja, sam ena lisica bo. Ti me boš najdel. Če bi se pa kuro napravil, pa težko. Pa težko, ne? V redu, mogoče pa pridem pogledat, in če vidim lisico, te pocukam. Kukar vem, se dosti naših koncev, ja, tako da si vabljen. Zelo velik, tako da mogoče pa res pridem. Hvala lepa. Grem zopet na svoje mesto in damo prostor glasbi. Naslednjo, ki bomo slišali, pa je tista legendarna od ansambla Bratov Poljanšek, Veselo v Kamnik, pa gremo Veselo v Kamnik s Poljanški. Veselo v Kamnik in nujno naprej, prelepe planine odhajam juhej, zaukam veselo, pozabim skrbi, vedno srce tja nazaj si želim, po zimi mi smuči poleti cepi, vesela vsa družba vrhu planin, dolini pa Bistrica zvesto šumi, kot solza kristalna si Bistrica ti, grem v planine, med očake stare sive, kamniški lepi kot, saj lepše ni nikjer drugod. Grem v planine, med očake stare sive, kamniški lepi kot, saj lepše ni nikjer drugod. Smuči poleti cepin, vesela vsa družba vrhu planin, dolini pa Bistrica zvesto šumi, kot solza kristalna si Bistrica ti. Grem v planine, med očake stare sive, kamniški lepi kot, saj lepše ni nikjer drugod. Grem v planine, Ja, zagotovo pravijo, da ni lepše kot v Kamniku člani
ansambla Poljanček in jaz grem zdaj zopet do Sandija. Sandi, kaj si zdaj vprašal, Miha? A je skrivnost? Ne, Marko me je, kjera je naslednja. A ja, kjera je naslednja? Ja, se bomo že zmenili, ne? Ja, bomo Vse znamo, tako da ni noben problem. Naslednja bo video spot, da se lahko malo spočijete. Dobro. Ja, Malo zadihamo. Takrat, če imamo pa kjero rekla, ne? Tako, ja. A se je kdaj, torej v dobi 13 let, ne? Toliko ste na sceni, a se je zgodilo že ne vem kaj takega na nastopu, da ne boste nikoli pozabili, ne vem, kakšna taka prigoda, kakšna anekdota, mogoče. Ja, jih je več, pa če se spomnim, rečemo, smo eno dobro gavdo, ene 12-13 ur igrali na Koroškem. Ja? Sta dva plesalca, Borisu bariton pomačkala. Čist, da je kome še kaj ostalo od njega. To je bil en tak pripetljaj. Neprijeten. Pa tudi na Koroške, ko pridete na Koroško špilat, pridete ponovadi en teden prej pogledati, kje boste igrali. Tudi to je bil dober primer, ja, na Koroškem. Malo do nesporazuma je prišlo, pa smo en teden prej prišli na špil, ampak moram reči, da je bilo skoraj isto luštno že tisto soboto, kot pol naslednjo na špilu, ja. Je to vaša praksa? Ja. Torej tudi recimo, če greste na poroko, je že preti vikend Tako, se z nevesto, ne, ponovadi se en teden družimo z nevesto, en teden ženinom, pol pa poroka. Pred poroko z nevesto, po poroki pa ženinom, ne? Tako. Pol je pa nevesta spet samska in je to to. Mal heca mora biti, tako. Drugač pa radi igrate, torej poroke, veselice, vsi špili so vam, na vseh se znajdete. Ne preberamo nič, da bi strmeli prav v čemu. Kdo je pol tisti, ko... Pa še nam mal, da ne igramo konstantno samo veselice, samo poroke, ampak da se mal menja. Kaj so pa tvoje, recimo, če bi rekel, prednosti igranja veselic in pa prednosti igranja poroke? Jaz vem odgovor, ampak zanima me s tvoje strani, recimo, kaj je na poroki boljše kot na veselici in kaj je na veselici boljše kot na poroki? Mislim, na veselici je fajn, priješ 6 ur delaš, ljudje, ki prijejo tja, ga prijejo si žurat, tako da je vedno fajn fešta. Na poroki so pa eni, zato ko so v sorodu, morajo pridati, eni so dobre volje, slabe volje, kakršnekoli volje si, pač na poroko moraš prijeti. Zdaj pa treba iz teh ljudi izčrpati največjo energijo, kar se da, tako da poroka je mogoče malo bolj naporna, da se ena energija ustvari, ampak pa ta energija rata, je pa isto luštanka na kakšni veselici. Hotel sem ti reči, da je prednost na poroki po mojem ta, da je več obrokov kot na veselici in da se tudi mogoče še celo boljše je. In to je za mene zelo pomembno. Preveč si na poroki, ja. Vse veš, kako je. Začneš, greš na večerjo, po večerji pa... Visno, kako hodni menije in tako naprej. Je res, ja. Kdo je pa, predvidevam, da si ti tisti najbolj gobčen član ansambla? Ja, probam. Animator. Zdaj ti dobro gre, drugače. Zdaj si se fajn spustil. Trudno vse tako, ja. In prišli na delovno temperaturo. Ja, tako, no. Mislim, najlažji tudi, ko samo pojem, da so ostali tecajt pripravljajo inštrumente, karkoli zmenijo za naslednjo skladbo, tecajt pa jaz kaj potam, pa se kaj pomenem z ljudmi. Super. Je pa verjetno, spet si pa tako dolgo že muzikant, da poznaš, bom rekel, več obdobij te glasbe, tudi prej, ko smo se pogovarjali, da si z očetov glasbo odraščal, je pa mogoče zmeraj težje pridobiti pozornost, torej ljudi, ki jim jih igraš ob tem Facebooku in telefonih, Zdaj, ljudje smo že malo virtualna bitja in verjetno to zmeraj težje, ali kako ti gledaš na to in opažaš? Se pravi, me sprašuješ, iz svojo glasbo je tako, recimo, ko si ti na nastopu, ne mislim za ustvarjanje, ampak na samem nastopu, recimo, je zmeraj težje verjetno ljudi nasmejati in jim pustiti en dober pečat, verjetno, ker imajo že polno vsega, ne? Tako se mi zdi, da še 15 let nazaj je bila to še drugačna energija na špilih, zdaj pa je doba telefonov in teh stvari, pa še vsak 1000 problemov več, tako da se je res treba skoncentrirati in jih fajn zanimirati, pač da te začnejo poslušati, da začnejo s tabo sodelovati, ko se enkrat pol to spele. Pol pa drži. Ja, je pa težko, vse vemo, v kakšni dobi živimo. Tako da tudi ljudje se ne znajo več sprostiti, kot se včasih znajo sprostiti. Res je, ja. Ampak upamo... Zato smo mi, da probamo da bo šlo na boljše, ne? Ja, tako, absolutno. Zdaj se pa res lahko za 2-3 minutke spočijete. Sledi, ogledali si bomo video spot ansambla Poljanček. Če boš mladost zamudila, prijeten ogled in prijetno poslušanje želim.
tisoč besed, tisoč želja, duši se mladi prebuja. Kdaj brez solza, pismi za dva, si rada postajata tuja. Zgodba srca se ne konča, išče in išče poti. Ko se življenje s soncem igra, znova se strast prebudi. Če boš mladu zamudila, bo tiho neslišno odšla, se kdaj spominih vrnila, v čas, ki le zanje pozna. Če boš mladu zamudila, le veter ti naj šepeta, da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Tiho gre čas, mimo vseh nas, gube zariše v obraz. Tam neki glas odmeva čez vas, žal pa s teboj nisem jaz. Zgodba srca se ne konča, išče in išče poti. Ko se življenje s soncem igra, upanje novo budi. Če boš mladu zamudila, bo tiho neslišno odšla, se kdaj spominih vrnila, v čas, ki le sanje pozna. Če boš mladu zamudila, le veter ti naj šepeta, da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Mladu zamudila, le veter ti naj šepeta, da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Tako, spremljate oddajo Najvižja, še vedno naši glasbeni gostje, odlični fantje, ansambl Poljanšek. Če boš mlado zamudila, smo slišali sedaj lep videospot, lepo skladbo, sedaj pa sledi zopet ena lepa čustvena skladba Tebi v slovo in pa ansambl Poljanšek. Na deževen majski dan, ko jokalo je nebo, tja kaj Bogu si odšel in od nas vzel slovo. Bil si glasbeni poet, za seboj si pustil sled, ki pozablje na nebo, zozno naše je oko. Muzikant si bil lepih napevov, cenil si, spoštoval vse ljudi. Prav zato v pesmih tvojih privabil solze mnogim ljudem si v oči.
naših srcih pa spomin, na te večen bo ostal, nam zapustil si zaklad, tvojih pismi na pomlad. Muzikant si bil lepih napevov, cenil si, spoštoval vse ljudi. Prav zato v pismih tvojih privabil solze mnogim ljudem si v oči. Le počivaj v miru naš godec, zdaj tvoj sin tvoje pismi bo pel. Ti pa vedno ostal boš med nami, naših srci boš večno živel. Naših srci boš večno živel. Tako, slišali smo skladbo, posvečeno seveda velikemu mojstru harmonike, melodiji, Rudiju Poljanšku. In zelo lepa skladba, zelo lepo ste tudi to izvedli, posneli in res verjamem, da je oče ponosen na vas in na vašo delo še naprej. Če gremo zdaj malo tako v splošno, no, sem v glasbi ostala. Povej mi še, kaj pa mogoče tebe še veseli, s čim se še ti rad ukvarjaš, poleg tega, da ti seveda veliko časa vzame, predvidevam, da služba, glasba, otroci, družina. A še pa imaš kakšen tak hobi? Za otroki sreči imam več, zdaj to že dela, so že toliko veliki, da grejo raj po svoje, da jaz težim zraven. Kakšen poseben hobi? V gasilstvu sem malo prisoten, bolj v športnem gasilstvu, se redno udeležujemo raznih tekmovanj. Seveda, kakor imam jaz čas, spet se meni prilagajajo, ker to so večina ob sobotah, konc tedna. Drugač pa kakšen sprehod v hribe grem kdaj rad, ampak to je vse veš povezano vse z glasbo, vikendi so naporni, tako da to, kaj še moči, to pa še ostane za kakšne hribe pa te stvari. Med dopustom je tega več, na morju se tudi z veseljem zapiram. Da še ostane nekaj časa malo za sprostitev, ni pa tega časa veliko, če prav razumem. Za hobi v bistvu se družim še z ženo tudi. Zelo lepo. Ja, se probam čim več med tednom. Zelo lepo. Povej mi, a imate vi, fantje, mogoče kako tako skupno željo, recimo, ki pa se še vam v tej dobi delovanja ni uresničilo, oziroma da imate neki skupen projekt, neko skupno točko, kaj bi radi, ne vem, se spomniš kaj takega? Boris se spomnil. Boris? Boris se je spomnil, zdaj grem pa res do Borisa. Boris, tebe so namočili, pred Boris, ja, Boris, oprosti, Boris, ja. Te pa povej, kjer je tista skupna, da greste skupno morje? Da gremo skupno morje za en vikend, še nismo šli. Še niste imeli tega team buildinga in... Ne. Tako da upam, da nam bo z letos uspel. Nekaj imamo v planu za september. Ja, jaz upam, da vam rado. Držimo pesti. Držimo pesti, da vam uspe. Verjetno pa, če se tudi, recimo, vaje, ko imate, je to tek strogo resno, da pridete se vsedete, no, fantje, zdaj bomo pa delali 3 ure, potem pa srečno, adijo. Mi smo bolj sproščeno, tako. Ja, no, super. Mi se te prvo 2 ure pogovarjamo, pa... Tudi pogovarjati se je treba, ne? Ja, seveda. Super. Pa na hitro kje povadimo. Ja, edino prav. Da še cajt za en per. Super. Nič, gremo naprej. Čas hitro teče, radi bi še slišali 2 skladbe. Mogoče, Boris, ko sem glih tule, mi še povej, kaj tebi pomeni domovina, naša Slovenija? Ti pomeni kaj in zakaj? Si tak domoljuben človek? Ja, seveda. To, tako da mislim... Glede na narodno nošo in pa skladbe, ki jih izvajate, verjamem. To je neka pripadnost, ne, če tako gledam tudi. V športu zdaj za Slovenijo navijem. Držiš pesti. To posod pride, ja. Zato so pa naši športniki tako uspešni. Super.
vsi skupaj držimo pesti za naše športnike, ki se odlično borijo in zastopajo našo Slovenijo. Slovenski glasbeniki pa se borimo za to, da ponesemo pesem tudi širše, domačo pesem in tudi naslednja je ena lepa domovinska, To je moja domovina in pa Poljančki. V nebu kipi planine in se večni sneg blesti. Strmi gorski so bregovi, tisoč luč na njih žari. Ki stavše hru studenci, čisti kot oči dekli. Ki se pletejo stezice in ob njih stobarvnih svet. To je moja domovina sinjega neba, to prelepa je Gorinska, kjer sem jaz doma. Kudarkoli pot me vodi, ona z mano je, saj je vedno mojih mislih polnimi srci. Ki prijazne so vasice in domači kruh diši, ki odmiva nižna pisem, bris prek travnikov do njih. Kje so srca mehka, topla, blage misli in želji, ki najlepše zvon pozvanja okna nageljnih krasi. Moja domovina sinjega neba, to prelepa je Gorinska, kjer sem jaz doma. Kudarkoli pot me vodi, ona z mano je, saj je vedno mojih mislih polnimi srci. Kudarkoli pot me vodi, ona z mano je, saj je vedno mojih mislih polnimi srci. Saj je vedno mojih mislih polnimi srci. Saj je vedno mojih mislih polnimi srci. Saj je vedno mojih mislih polnimi. To je moja domovina, evo ena taka lepa skladbica, imejmo radi to našo domovino. Nas ni veliko, zato se zastopimo, spoštujemo našo deželo, se strinjaš? Tako, itak. Mi smo tako ena malo večja občina, bi lahko rekel, naša Slovenija. Ja, tako in zato moramo biti ponosni na našo občino, to veliko Slovenijo. Pa mi tudi smo ponosni, ne? Ja, tako, no. Mi smo... Malo manj so tisti naši uradni predstavniki. Malo več takih bi mogli biti, kot smo mi, ki predstavljamo slovensko glasbo. Da bi v politiko mogla narodna noša priti, pol bi bilo pa vse drugače. Drugače. Se pravi, kada bi šli glasbeniki počas v politiko. Tako da bi mi en parlament sestavili. Dobra ideja. Dobra ideja. To bi bila, ne, dobra ideja. Že predlog za prvi sestanek, torej, da imamo sestanek, da ustanovimo, imamo sajta zdaj 38 dni, kako sem že gledal. Ni veliko, zdaj je težko. Ne vem, kako se bomo zmenili, kdo bo polno
rečemo tako, na naslednje volitve. Naslednje, 4 leta, da damo, no, pa da dober program sestavimo. Ne? Slovenska narodna stranka, kaj Ja, bomo. tako. Veliko glasbe mora biti, pa polnih sodov, ne? Tako, ja. Slovenska narodna zabavna stranka. Viš, to je bilo dobra ideja, ja. Sem, da je nama ne bo kdo ukradel. Tako, ja. Zdaj sem videl to spomnila. Povej mi, a te je mogoče kdaj, da si glasbenik recimo v življenju to prišlo prav na kakem drugem področju, ali pa te je celo recimo teplo, pod narekovaji, recimo, ti je ki, če so te recimo na pamet govorim, štopali policaji, pa si rekli, ti si tisti muzikant, ko lepo poješ, pa si rekli, v redu je, pej to prej. Ne, to ni bilo, veš. Ali je bilo Ne, povedali eno to zgodbo iz policaje, ne, mi v enem gostišču smo zaključili, zunaj smo še nalagali, 2 policaji, ki se jim peleta, prav počas, pogledate avto. Kombi pa to, ja. Tako, mi naložimo, z Markotom spelava, čez 200 metrov že policaji za nama, tako je kraj. Skje pa greste, špila, ali bilo kaj alkohola? Seveda, normalno bi bilo. Sem rekel, 3 pive sem spil, pač že bolj na začetku, ne. Pa rekla, ja, si pol ni noben problem, če ste že takrat pil, bomo enako test naredili. Sem rekel, bomo in 0-0. In je bila prav razočarana, jezni sta bili obi policaji, ki sta me v bistvu čakali in sta bili sigurni, da bo en dober rezultat za njiju, ampak sem jih razočaral. No. Ja. Ne veste, ti se 2 gospodični ali pa gospe policajke, ne, da so se cajti spremenili. Ja, tako, ja. Da smo tudi mi prišli k pameti, ne, tako, in da se zdaj vemo, ki lahko in ki ne. Ja, res, ja. Včasih je bolj bilo vse splošno znano, muzikanti pijejo. Ja, tako. Zdaj pa se mi zdi, da je tega čedalje manj, oziroma prav je, da se spije kdaj kakšen kozarček in na zdravje. Po pameti, nekako po pameti, no, tako, ja. Mi vedno gledamo tisti kavost, no, se nekako kakšno pivo ali pa 2 spiješ, ampak tekom noči gre to itak to ven, tako da načeloma kar kdor voz, trezen voz. No. Naša Zalka za kamero se je kar nasmejala, ko si rekel pivo 2, veš, kaj je to pivo 2, Zalka ne, se vsak večer, veš. Ja, Zalka ima blizu službo. Ja, blizu, ima pa taksist, osebnega šoferja ima, zato pol lahko, ja. Da ne govorim za našo tehniko. Mislim, režijo, narobe sem rekel. Tako da smo muzikanti še kar dobri. Dobri smo, jaz ti povem, ja. Koliko jaz ljudi poznam, da pijejo. Malo heca mora biti. Pravi, da eni od veselja, eni od žalosti, eni pa od jutra. Eni pa od jutra, ja. To si lepo povedal. Ja, bližamo se koncu današnjega druženja. Pa mi povej še mogoče cilji, želje, torej želite si verjetno zdravja, kot bi ostali. Tako, če bomo zdravi, mislim, želimo si, da ostanemo v ekipi taki, ki smo, da ne pretiravamo z nobeno stvarjo, tudi z glasbo, ne, ampak da še vedno uživamo v tem, kar delamo. Pa da nam rata kakšna lepa viža, dobra viža, še bolj si pa želimo, da ljudje te viže vse sprejmejo. Ne? Super, lepo si to povedal, pa bomo na tej točki zaključili najin pogovor. Jaz se vam zahvaljujem za obisk, bili ste dobra družba in se vidimo v prihodnje, zagotovo. Ja. Hvala in pa vse dobro na vaših poteh in pa v glasbi. Hvala lepa. Tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, želim vse dobro, en lep in hkrati norčav vikend, pa da vas ne bo trebuh bolel po krofih zmerno z njimi, pa naj bodo dobro nafilani. Z marmelado sem danes poslušal, sam tisti so ta pravi. Zdaj gremo pa za konec še pogledati, kako se kaj ima Fani iz Konic. Lahko noč. Prišlo je spet poletje, čas je za motor, najraje se zapeljem na kakšen dober žur. V Konicah pri Marički vedno fešta je, tam dela mlada Fani, ki najlepša je. Kako si dobra, Fani iz Konic, najraje bi posedel te na zid, potem pa bi te fural do vodic svojim motorjem. Fani iz Konic, kako si dobra, Fani iz Konic, najraje bi posedel te na zid, potem pa bi te fural do vodic svojim motorjem. Fani iz Konic. Ura gre na 1, Fani v službo gre,
majčka mini krilo, visoke petice, mašino še zalaufam in odpeljem se, pri šoli jo počakam, da usede se. Kako si dobra, fani, skonica ne bi si del te na zid, potem pa bi te fural do vodic svojim motorjem, fani, skonic. Kako si dobra, fani, skonica ne bi si del te na zid, potem pa bi te fural do vodic svojim motorjem, fani, skonic. Skonica ne bi si del te na zid, potem pa bi te fural do vodic svojim motorjem, fani, skonic.